bosta znanstveni, če lahko rečem, tretja bo pa ena vaja, čisto preprosta vaja, ker čuječnost, mindfulness, je tudi vrsta praktičnih vaj, ki ne bi jih človek izvajal vsak dan. Za začetek zato ena preprosta zgodba, ki je hkrati tudi povzetek enega psihološkega eksperimenta. Poprosili so skupino ljudi, ki so sodelovali v tem eksperimentu, in sicer so jim rekli takole, zelo preprosto. Če bi obstajal gumb za srečo, se pravi, gumb, na katerega pritisnete in ste v tistem trenutku srečni, ali bi to naredili? To je bilo vprašanje. Tak spontan odgovor bi lahko bil, da ja. Eksperiment je pa pokazal, da večina ljudi reče ne. Zakaj? Ne. Zdaj? No, prosim. Zato pa ne more doseči svojih ciljev, ker so že zdaj srečni. To je smisel. Aha, ne, niso srečni. Za koga? Eni bi pa ititanili na gumb, eni pa ne. Na kakšen način ne bi ga gledali. Bom zdaj povedal. Zdaj še enkrat prosim, začenjamo ob 3 resno, ker to je, da nikamer ne bo prepeljala. Kaj je cel ure? Ne, ura je več. Ja. Ja, začrtamo na 15:04, in potem vsaka minuta. Ja, tisto pa ja, ne? Ja. Pač tam zmanjkuje časa, zelo menega zmanjka. Če še kdo pride, zapiramo, kaš proti poveš, da je zaprto. Ja. Takaj se to lahko reče, 15:04 pa gremo pa kar domov. Peter, kako greš kaj sedeti, prav? Ne si kul, ker je zelo tam glas. Torej še enkrat, kot ste slišali, večina ljudi reče ne. Marta, zapiramo. Marta, polni ste, danes izjemoma 5 do 3 strani, okej? Ne moti. Če se začne ob 3, pomeni, da ob 3 vsi sedimo v miru in tišini. Tukaj nastavljeno na potki reči, ne znam. Ok, pejte, to stolo, tudi, poste po 3. Lahko prisluhneš, ako postaviš noter, postavi takšno majhno stvar v vodi, ker da si je veliko. Tako reči. Pejte, vas. No, zdaj pa zdaj. Bo taki primer. Tukaj si da Lahko spijemo en čaj, pa gremo da. Ja, komod. Zdaj pa res. Ja, ne, zdaj pa res. A imate se Klara pa Julija? A še rate? Da tebe pa idem. No, zdaj pa prosim, da še jaz prijemo besede. Torej, zakaj večina ljudi izjavlja, da ne bi izkoristila te priložnosti, da ne bi pritisnili na gumb, ki bi jih v trenutku naredil srečni?
Odgovor je psihološko zanimiv. Zato ne, ker ljudje čutijo, da postanejo srečni samo, če sami nekaj naredijo za to. Torej, ljudje vedo, Ok, to je zelo smešno, da je žalostno. Jaz sem rekla, da nobenega več sreč. Ne, zdaj pa je, za kliente, ali ne, postaja kakšen ključ, Saj smo zelo tolerantni, ampak to pa spet ne, če je rečeno, v 30 se ne, kaj je pri. Ne veš, Če je bolj takšen interes, 3 do 3,5. Fajn, seveda, super. Erika, slučajno še Anže prihaja. Če slučajno še Anže prihaja. Še Anže prihaja. Itak. Kako da? Še Anže, da si slišal, kako mislim, da tudi fizično ni več mogoče. Zdaj povzamem Ford Record, da je vsaj tole gor na kameri, da bodo lahko ljudje gledali, o čem se mi danes pogovarjamo. Tole na kratko. To je zelo pomembno. Res je pomembno. Kaj ti včasih se zdi, da bi ljudje radi postali srečni v življenju ali pa zadovoljni, kar tako, da bi jih nekdo začaral, ali pa da bi nekdo na hitro nekaj naredil, da bi bili srečni ali zadovoljni. Ali pa da bi pojedali magično tableto ali pa kakšno substanco, ki ljudje to delajo. Ja. Ljudje to delajo vsak dan. Droge. Droge so naprimer taka substanca, za katero ljudje verjamejo, da lahko pripomore njihovo uživanje k zadovoljstvu, sreči in tako naprej. Prosim. Pa tudi alkohol. Tudi, seveda. Alkohol, Droge. sladkor, droge, skratka, substance, ne? Pomembno je, torej, da včasih se sami lahko prepričamo, kako ljudje želijo, da bi bili kar magično srečni, da bi se kar nekaj zgodilo. V resnici pa ne gre tako. In spet, kot pa potrjuje ta eksperiment, ljudje čutijo, ljudje vedo, da je za srečo, za zadovoljstvo, najprej treba nekaj narediti. Da se je treba najprej prizadevati. Da tisto, kar človek dobi zlahka, brez lastnega prizadevanja, zanje nima take vrednosti, kot tisto, kar dosežejo sami. Prosim. Ne se hvali ste povedati, da tehnično, tudi če pritisneš na drug, nekaj narediš za to. Ja. Tehnično vzeto ja, ampak to ni nič. Ne? To v bistvu ti nisi nič naredil, da bi bil srečen, ti si samo sprožil en program, magičen recimo, ki te naredi srečen. Prosim. A niso tudi tablete, pač tisti antidepresivi, da te naredijo bolj srečen? Ne, te ne. A ja, Ne. sem mislil. Srečnega, Bolj veselga, kaj pa to bolj to veselga? ni isto. Ne, bolj v centrijate. Vse, če popiješ pol litra alkohola, si tudi malo zadet, pa malo euforičen, ampak to ni sreča. Ja. To ni zadovoljstvo. To je nekaj drugega. To je biokemično spreminjanje procesov v možganih, ki traja, ne vem, 2 uri ali pa nekaj časa, potem pa nazaj depresiven, tako prej. Ja, to je res. Okay. Torej, to nima nobene zveze s srečo. Ne obstajajo tablete za srečo, ne obstaja droga za srečo, ne obstaja substance za srečo, ne obstaja nič. Edini način, da človek postane srečen je, da sam nekaj naredi, da poskuša doseči kakšen cilj, ki se ga je zadal in da potem na tej poti k cilju doživlja uspehe, zadovoljstvo in v skrajnem primeru seveda občutek. No, to je zdaj zelo pomembno, kajti, ko se ukvarjamo z čuječnostjo. Čuječnost je, kot boste danes tudi videli, vrsta praks. Je vrsta vsakdanjih vaj, če lahko rečem, ki jih
človek lahko izvaja, nič ga ne stane, ne boli, lahko pa prispeva, in videli bomo v nadaljevanju, kako prispeva k občutkom zadovoljstva, miru in tudi sreče. Seveda, če teh vaj človek ne počne, potem si ne more obetati, da se bo kar nekaj magično zgodilo, da bo postal srečen, zadovoljen, pa kaj podobno. To je osnovna ideja. Bez minimalnega prizadevanja in truda in napora pač preprosto ni mogoče doseči takih stanj. Ok. Zdaj, če se spomnite, zadnjič na koncu smo rekli, kaj želimo doseči s takimi vajami, s takimi predavanji, kot je tole, kaj bi pravzaprav sploh radi, zakaj smo tukaj? Jaz sem bom povedal par idej danes, ki so v osnovi tega, kar imenujemo mindfulness, oziroma čuječnost. V osnovi so zelo preproste ideje, ki jih želimo doseči. In sicer, osnovna ideja je napisana na glavi. Prebojenje, prebojenje, kaj to pomeni? To je metafora, to je abstrakten izraz, ki ga lahko natančno opišemo. Opišemo ga na 3 načine. Prvi je tale. Kaj to pomeni? Verjetno veste, da v vsakdanjem življenju usmerjate svojo pozornost na množico stvari. Na druge ljudi, na dogodke okrog sebe, na medijske vsebine, na fizično okolje in tako dalje. Na množico ljudi, pardon, na množico dogodkov usmerjate svojo pozornost, kar seveda pomeni, da ste na določene stvari pozorni, na določene premisli. In tako lahko živite dolgo časa, lahko živite vse življenje. Ne da bi bili na kakšne zadeve v svojem okolju ali pa pri sebi pozorni. Zato je prvi namen takih vaj, da postane človek pozoren tudi na tisto, kar je zgrešil. Da postane pozoren na stvari, na katere sicer ni pozoren. Ker mora hiteti, ker nima časa, ker se mu mudi, ker mora cel kup stvari narediti, zato ker jih je pač preprosto treba in na nekatere zadeve preprosto pozabi. Na nje ni pozoren. Obstaja pa zadeve v človekovem življenju, ki so zelo pomembne. In če človek ni pozoren na nje, lahko seveda marsikaj zgreši. Lahko tudi zapravlja svoje življenje, kot se reče, zapravlja čas. To poznate, ta izgled poznate. Človek lahko zapravlja čas za nepomembne stvari. Lahko ga. Lahko izgublja čas za brezvezne stvari. To dogaja. Ok, zato je to prvi izraz, ki nas zanima, ko se ukvarjamo s čuječnostjo. Vprašanje, kaj vse smo zgrešili, kaj bi bilo dobro, da bi se spomnili, da bi bili na to pozorni, da bi bilo v našem obzorju, da bi se s tem ukvarjali. Okay? Razumete to približno? Ja. To je prva stvar, prebojenje. Kaj vse smo zgrešili? Drugič, kdo v resnici smo? Ljudje smo mnogo več kot to, česar se navadno zavedamo. Ljudje sami sebe sorazmerno slabo poznajo. In drugim tudi zato, ker je njihova pozornost pogosto usmerjena na stvari, ki, kot sem prej rekel, so ali nepomembne, ali so premalo pomembne, ali pa kaj druge. Torej, drugo vprašanje, ki nas zanima, je, kaj vse jaz sem, oziroma kaj vse, poleg tega, kar že vem, sem še, ker vsak človek je več, kot pa misli, da je. Ker se ne more vsega zavedati. Zato so take vaje in taki treningi, kot jih govorimo, tako zelo pomembni. Torej, kaj vse še sem, pa mogoče ne vem, da sem. No in zadnje, ključno,
najpomembnejše vprašanje, skozi prakse se vse bolj ljudje zavedamo, kaj v resnici pomeni živeti. Naše življenja so sorazmerno kratka. Mi ne živimo 1000 let. Živimo sorazmerno kratek čas. In kaj vse pomeni živeti? To ni nekaj, kar bi bilo kar vsakomur jasno. Z idejami, kaj pomeni živeti, da pridemo na ta svet. O tem se lahko pogovarjamo, lahko razmišljamo, lahko pa seveda tudi ne. Lahko si rečemo, da nas to ne zanima, ali pa da nas ne zanima več kot toliko. No, nas v svetu človečnosti, če lahko to rečem, to zanima zelo. Kaj vse pomeni? No, to je osnovna ideja. To je temeljna ideja človečnosti. To so 3 ideje, ki ponazarjajo osnovno idejo, s čim se ukvarjamo. Okay? Zdaj, druga ideja pa je, kako se ukvarjamo. Ukvarjamo se na 2 načina. Eden je ta. S praksami človečnosti se ukvarjamo tako kot pianist. Pianist igra klavir, če hoče biti dober, vsak dan. Pianist, če hoče biti dober, se ukvarja z igranjem na klavir vsak dan, ne 1 minuto, ker pa nikar ne prišel. Pa tudi 10 minut ne. Dober pianist se s tem ukvarja nekaj ur. Vrhunski pianisti se s tem ukvarjajo veliko ur dnevno. Zdaj seveda, od vsakega posameznika je odvisno, koliko dober želi biti. Če se ne bo ukvarjal nič, ne bo kaj dosti dosegel, če se bo ukvarjal 1 minuto, bo dosegel nekaj malega, če se bo ukvarjal dlje časa, pa bo seveda dosegel veliko. In spet je to stvar vsakega posameznika. To je en način, ena metafora, kaj pomeni ukvarjati se s človečnostjo. Tako kot pianist, ki vsak dan igra na klavir, ali je bil dober. In drugič, s temi praksami se ukvarjamo tako kot zdravniki. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo prakse človečnosti dobre, zdravilne, pozitivne učinke na človeka. Kar pomeni, da je človek lahko sam v sebi do določene mere zdravnik. Kako zdravnik samemu sebi, če te kaj palijane, da ne moreš hoditi? Kaj boš pa zdravnik samemu sebi, da se boš na noge kaj postavil? V tem primeru se ne bo. Človečnost nima s tem, nažalost, nobene zveze, da bi se človek postavil na noge. Če ima cerebralno paralizo, nobena človečnost ne bo pomagala. Ne govorimo o tem. Danes bomo spregovorili o bolečini. Bolečina pa je nekaj, k čemur je mogoče pristopiti z človečnostjo. Če si zlomite nogo, seveda ne bo nobena meditacija pomagala. Če si zlomite nogo, greste k človeku, ki vam jo naravna in vam da gor marec. Če vas boli zob, meditacija ne bo dosti pomagala, zato je najboljše zdravnikov. Ja. To je razumljivo. Ja. Okay. Ko pa govorimo o bolečini, govorimo o kronični bolečini, in lahko bi govorili še o drugih stanjih, ampak ne bomo, govorili samo o tem, pa ima človečnost lahko veliko zraven. Tudi pa ima. Tako govorimo o kroničnih bolečinah. Kronična bolečina, kot boste videli kasneje, je bolečina, ki traja dolgo časa. In z bolečino ni enostavno živeti. Ben človek ne želi, da ga nekaj boli dolgo časa. Ga ni na tem svetu, ki bi želel, da ga dolgo časa boli hrbet, glava, karkoli. Ja. Ok. Še če kratek čas traja bolečina, se jo skušamo čim prej zmeriti. Ja. Zato, ker je neprijetna. Ja. No, torej, to sta 2 osnovni ideji. Kaj želimo doseči in kako želimo doseči. Zato, kot sem že včasih na prejšnjih predavanjih omenil, če bi bilo mogoče,
pa zaenkrat še ni, bi v tej inštituciji se ukvarjali z praksami, kot so meditiranje, joga in čuječnost vsak dan. Vsak dan bi se ukvarjali. Jaz bi jih dal na urnik. In obstaja šole po svetu, kjer se to dogaja. Imajo to na urniku. Jaz sem pred kratkim na eni konferenciji, kjer so bili predstavniki šol iz različnih držav Evrope in so predstavljali, kako to počnejo. In to je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem jaz se letos odločil, da se bomo tudi mi vsaj malo posvetili tej temi čuječnosti. Ok. Zdaj pa, prosim. Kaj pa sploh pomeni čuječnost? To sem pa že zadnjič povedal, tako da zdaj ne bi ponavljal, vse je posneto, je na YouTube, gor na netu. Daj si prosim pogledaj prejšnjo predavanje. Ok, ker drugače bomo predločili. Ok, torej, še grafično ponazoritev tega, kar govorim. Čuječnost je vrsta praks, s katerimi lahko vplivamo na tiste stvari, na katere je mogoče vplivati. Na lastne gene težko vplivamo. Se da, ampak to nas ne zanima. Težko. Okay? Na fizične okoliščine, v katerih živimo, tudi ne moramo vplivati. Ampak na tole, kar je zeleno, v vsakdanjem življenju, pa lahko vplivamo. O tem govorimo. Se pravi, čuječnost ni vrsta praks, s katerimi magično spreminjamo sami sebe, je pa vrsta praks, s katerimi vplivamo na vse tisto, kar je v naši moči, kar lahko naredimo. Ok, no, in v naši moči so predvsem 3 naravnanosti do drugih ljudi, 3 odnosi, ki jih lahko imamo do drugih ljudi, do drugega. Zdaj bom spregovoril o 3 idejah, ki ponazarjajo 3 vrste odnosov, medsebojnih odnosov. To je sam temelj čuječnosti. Če hočemo kaj spremeniti pri sebi in pri drugih ljudeh, potem spreminjamo te 3 stvari, ki vam jih bom zdaj povedal. Prva stvar je sam izraz mindfulness, se pravi čuječnost. To je odnos, ki ga imamo lahko do sebe. O tem sem pravzaprav že zdaj govoril. Vsak dan si lahko vzamemo 5 minut, lahko si vzamemo 10 minut, lahko si vzamemo seveda tudi 2 ure zaradi mene. Ampak lahko nekaj naredimo zase. Ta angleški izraz mind, to pomeni Mindfulness je način, kako osmišljamo vsakdanje življenje. In to je začetek poti, da smo bolj zadovoljni s tem, kar počnemo. In da smo lahko seveda tudi srečni. Torej, to je prva ideja, prvi odnos. Mindfulness je tudi odnos do samega sebe. Danes bomo videli eno tako osnovno idejo, eno prakso, kako se tega lotimo. Druga ideja je sočutje. Sočutje je vrsta občutkov, ki jih zopet lahko gojimo do sebe in do drugih ljudi. Sočutje je ravno nasprotno od jezljivosti, agresivnosti, napadalnosti, obtoževanja, iskanja krivcev in tako dalje. To je ravno nasprotno. Ljudje v vsakdanjem življenju se velikokrat jezijo, jamrajo, stokajo, obtožujejo drug drugega, ne iščejo krivce, včasih so agresivni, so jezni, so besni, so napadalni. To poznate, to ljudje pač poznajo. No, vidite, compassion, sočutje, je ravno nasprotno od tega. Zdaj, ko se ukvarjamo z čuječnostjo,
gojimo občutke do sebe in do drugih ljudi, ki so nasprotni od tega. To so občutki naklonjenosti, to so občutki prijaznosti, to so občutki, da imamo nekoga radi, to so občutki prijateljstva, to so občutki ljubezni in tako dalje. Tako da ima nekdo nas. Mi to gojimo, tako je, drugi gojijo pa do nas. Mi lahko to do sebe in do drugih, drugi pa lahko do nas. Sočutje torej, prosim. Sočutje tudi do živali, pa ne vem, do kakšnih predmetov, mislim, predmetov ne, do živali. Lahko. Lahko čutimo sočutje do vseh živih bitij. Ja. Čeprav jaz kaj prav sočuten do virusov ne bi bil, ki me lahko poškodujejo, ali do kakšnih bakterij, ali do tumorskih celic, jaz ne bi bil prav sočuten. Tolik ne. Okay, no. Ampak ja, lahko pa seveda v tej smeri razmišljam. To je torej druga ideja, sočutje, krepitev pri sebi občutkov sočutja do drugih. In če to tudi drugi ljudje naredijo pri sebi, bomo seveda tudi mi deležni več njihovega sočutja. Okay? Se pravi, naklonjenosti, prijaznosti in tako dalje. To so občutki, ki nimajo nobene resne zveze z temi občutki, ki sem jih prej omenil, oziroma čustvi, kot so jeza. Čeprav boste se strinjali z mano, ljudje imajo nažalost silno radi iskanje krivcev, kdo je kaj narobe naredil, medsebojno obtoževanje, tudi jezljivost, tega je nažalost preveč med ljudmi. Zato so te prakse tako zelo pomembne. No in še tretja ideja je gratitude. To pomeni biti hvaležen. Ja, biti hvaležen. Biti hvaležen že recimo zato, da obstajaš, da si sploh živ. A veste, čeprav se včasih zdi, da je to malo čudno, zdaj ne bom pa hvaležen, da sem živ. A veste, kako majhna verjetnost je bila, da ste se sploh rodili? Ekstremno majhna. Med vsemi tistimi milijoni spermijev, ki so takrat, ko sta vaš oče in mati ustvarjala vas, ste se rodili ravno vi. Milijon možnosti je bilo, da se rodi nekdo drug, pa se ni. Ravno vi ste se rodili. To so zanimive ideje, ko začnete o njih razmišljati. Da ste danes tukaj, se je moralo zgoditi cel kup stvari. Mati vas je morala negovati, oče je moral skrbeti za vas. Leta in leta in leta so morali skrbeti za vas, da ste tukaj, ker drugače ne bi preživeli. Prosim. Jaz sem bil še zmer v noci. Ni važen, kjer spermij vplodi jajčice, med konci je še zmer stis. Ne, ni res. Ni res. Samo pomisli na enojajčne dvojčke ali pa na recimo trojčke ali pa grebolobnega. Ni res. Dva človeka se rodita, čeprav je recimo isto jajčice oplojeno. To vem, ja, ampak kjerkoli spermij bi bil... Ne bi bila tudi. Ja, kako bi bila... Tehnično bi bila. Tehnično, kaj to pomeni? Ja, da... To bi nas predajaš pripeljalo, ker... Jaz mislim, da vem, kaj genskih sekvenc je preveč, da bi lahko kar tako enostavno rekli. Veste, v vašem DNK zapisu je nekaj milijard genov oziroma nukleotidov, ki tvorijo genski zapis. Ne morata biti dva človeka enaka na noben način. Ampak pustimo zdaj, ker nas bo to spet predaleč pripeljalo, ker se ne ukvarjamo tukaj z genetiko. Ja, lahko bi pa pač bila ona, samo da bi bila drugačna. Ne bi bila ona. Kako ne? Če drugačna? Spet. To je preveč zapleteno vprašanje, da bi ga vam zdaj lahko razložil, ker če ne bomo do večera tukaj. Lahko se pa kdaj lotimo tega, ampak morate tudi vi bi morali veliko več vedeti v genetiki, ker tako je kar nekaj ugibati ne moramo, to nikamo ne pelje. Seveda, jaz tudi ne trdim, da zdaj morate meni verjeti, ampak poskusite pa malo razmišljati o tem, zakaj ste imeli velikansko srečo, da ste ravno vi prišli na ta svet. Govorimo o občutku hvaležnosti. Cel kup drugih ljudi v vašem okolju se je z vami ukvarjalo. Leta dolgo, vaši prijatelji, vaši sorodniki, vaši znanci,
stari oče, stara mati in tako dalje in tako dalje. Ogromno so naredili, da ste danes tukaj, da vam je bilo dobro, da vam je bilo udobno, da ste bili zdravi, da ste imeli denar, da ste imeli stanovanje, da ste imeli za jesti, da ste imeli za piti, da ste šli v šolo in podobno. A se vi zavedate, kako gigantski pogon je na primer tale zavod? A veste, koliko ljudi, koliko strokovnjakov, koliko zdravnikov, koliko psihologov se je z vami že ukvarjalo vsa ta leta, koliko papirjev so napisali, koliko pregledov je bilo narejenih, da ste vi tukaj. Da ste samo en dan tukaj. Samo razgoditi ogromno stvari. Da zjutraj vstanete in da teče topla voda v kopalnici. Se ne teče samo od sebe. Da greste v jedilnico in vas čaka zajtrk. Se ga je moral nekdo skuhati. Se moral nekdo po noč speči kruh, da ga lahko zjutraj jeste. In tako dalje. Torej, občutki hvaležnosti, da se nam dogaja vse to, kar se nam dogaja. Čeprav smo velikokrat lahko s tem nezadovoljni in smo depresivni in se nam zdi, da ne vem, kaj nam manjka in koliko nismo vredni in koliko vse brez veze. Zato so prakse čuječnosti pomembne, da se začnemo zavedati, da mogoče pa ni čistko. Da čutimo več spoštovanja recimo do drugih ljudi, ki so nam naklonjeni, ki nas imajo radi, ki so prijazni, ki nas poslušajo, ki nas sprejemajo, ki nas na vse zadnje oblačijo in dajo denar in tako dalje, nas poslušajo, ko nam je hudo in nas odpeljajo k zdravniku, ko moramo jeti, če ne moramo sami in tako naprej. Torej, občutki hvaležnosti. To so 3 ključne besede, ko se ukvarjamo z čuječnostjo. In to poskušamo negovati z vsakdanjimi praksami, z razmišljanjem o občutkih, ki se v nas vzbudijo. Zdaj pa preden se bomo lotili osnovne začetne vaje. To ne bomo zdaj, to bomo preskočili, to bomo tudi preskočili, to tudi. No, to pa ne bomo. To je samo zdaj malo taka usporednica. Usporednica, vem, da imate radi McDonald's in hitro hrano, samo za ponazoritev, kaj vam dela ta hrana, če jo uživate veliko. In mladenič, tukaj lahko piše, vidite, Tom Spektor, star 23 let, se je, v bistvu je tvegal svoje zdravje, se je odločil, da bo naredil eksperiment. V samo 10 dneh, tole na desni piše, malo se ne vidi, v samo 10 dneh, malo je plavo. V samo 10 dneh, ko je, kot vidite, omejil svojo prehrano na to, kar pač lahko jeste v McDonaldovih trgovinah oziroma restauracijah, v 10 dneh je iz njegovega črevesja izginila 1/3 za njegovo zdravje pomembnih mikroorganizmov. O tem, kaj pomenijo mikroorganizmi za naše zdravje, smo tukaj govorili lansko leto. V samo 10 dneh, dragi moji, pomislite, ko boste spet šli v McDonald's. Kaj vam tista hrana dela? Tudi če vam je še tako fajn in je še tako užitna in se vam zdi, koliko je slastna, samo malo pomislite, kaj se dogaja v vašem črevesju, ki je zelo pomembno za vaše duševno in telesno zdravje. In mikroorganizmi, ki so v njem. To veraši za sladolede, ki so v Vse, kar je zmekal. Vse, žine mašine. Zdaj, o tem smo tudi že govorili, sladoled, zlasti seveda tisti, ki ni najbolj, kako bi rekel, dobro narejen, in takega je kar nekaj, je v glavnem zelo veliko sladkorja. In kaj vse sladkor počne slabega vašemu telesu, o tem smo že veliko povedali. Tako da to ne pomeni, da absolutno ne smete jesti sladoleda. Ampak obstajajo pa recimo sladoledi, mogoče tega ne veste, obstajajo sladoledi brez sladkorja. Obstajajo dobri sladoledi, ki jih pa lahko jeste, ker vam naredijo čisto nič hudega. Ampak je treba vedeti, po kakšnem receptu so bili narejeni.
No, toliko sam za intermeco, za mestno znanje. Ja. Tole nas tudi zdaj eno zanima, to nas bo drugič, to so naši predniki jedeli. No, zdaj pa samo toliko, ker je v naslovu, a ne, kronična bolečina. Ja, poznamo samo okvirno 4 vrste, 4 tipe bolečine. Najbolj osnovna je bolečina, ki jo vsakdo pozna. To je odziv telesa na nenaden, močan, sunkovit držljaj, ko se zborete, oščipnete, padete, zaletite nekam, udarite, vas pač zaboli, ker je to evolucijsko pomembno, da vas zaboli, prav je, da vas zaboli, ampak ta bolečina hitro mine, lahko mine eni sekundi, lahko mine nekaj minutah, ta bolečina se sploh ne zanima, ker ni pomembna. Druga bolečina, ki pa je pomembna, pa povzročajo vnetja. Vnetna stanja v vašem telesu so pogosto taka, da vi sploh ne veste za njih. Pogosto jih povzroča napačno prehranjevanje. O tem smo tudi veliko govorili, pa zdaj ne bomo. Napačno, neustrezno prehranjevanje z hrano, ki jo vaše telo ne mara, čeprav je za vas lahko zelo videti užitna in fajn, povzroča vnetja, vnetna stanja, o katerih ne veste nič. Ko se zavedate vnetnih stanj, je lahko pogosto že prepozno. Človek recimo velikokrat zve za kakšne tumorske celice za raka, ko ima lahko samo še 14 dni življenja. Tako da, to je zelo pomembno. Vnetje dolgo časa nič ne boli. Ko začne boleti, je lahko že zelo pozno. Tako da ta bolečina je nevarna. Enako velja za disfunkcionalna stanja oziroma za okvare funkcij, ki jih imajo recimo vaši notranji organi, ki jih imajo možgani, ožilje, srce in tako dalje. Če gre za okvare, fizične okvare, tudi to lahko povzroči zelo hude bolečine, ta je zelo, zelo huda. Ta bolečina lahko zelo huda. To ve vsakdo, recimo, ki ima kakšno okvaro hrbtenjače in ga boli hrbet, naprimer, leta in leta in leta in leta in let, so ljudje, ki prenašajo bolečine desetletje dolgo. In s tem ni enostavno živeti. Zato je tudi prakticiranje tega, česar se bomo lotili v tem nadaljevanju, tako zelo pomembno. Ne zato, ker bomo kar magično odpravili vse bolečine, lahko pa vplivamo na njih, lahko jih zmanjšujemo. Nekateri ljudje jemljajo ogromne količine tablet, na katere se telo navadi in tudi tablete več ne vplivajo. In seveda četrta še ena oblika, neuropatska bolečina, kjer gre za spremembe samega živčnega sistema. Zakaj je to pomembno? Ne zato, da se te zapomnili, ampak zato, ker včasih ljudje mislijo, da bo bolečina kar zginila. Bom pojedel nekaj dol ali pa, ne vem, bom šel spat, zjutraj pa ne bo več. Kakšna bolečina res na ta način mine? Nažalost je pa veliko takih bolečin, ki ne minejo. In zato je tudi prakticiranje čuječnosti lahko zelo dobrodošlo. Zlasti seveda, če se tega lotevate, ko ste mladi. Vi ste mladi. Če to postane del vašega vsakdanjega življenja, je to čez 10, 20, 25 let izjemno koristno. Zdaj, jaz vem, da je težko toliko let se ukvarjati s takimi praksami in da številni ljudje pač prej obupajo, ampak tukaj se nič ne da narediti. Tisti, ki pa ne obupajo, ki pa to sprejmejo in postane del njihovega vsakdanjega življenja, imajo pa od tega zelo veliko koristi. Ena od teh velikih koristi, pa gremo pa resno nazaj, je tudi tale, ki sem jo prej preskočil, ampak bom zdaj samo slikco šel. To so rezultati ene fenomenalne raziskave. Fantastične raziskave. Spremljali so namreč ljudi stare od 3 leta naprej, do nekateri so bili starejši od 100 let. So jih spremljali. Številne parametre, se ni važno, so opazovali. Eden je tudi, kaj se dogaja z mikroorganizmi v črevesjih teh ljudi. In
eni so bili stari 3 leta, eni so bili 30, eni pa več kot 100. Prišli so do fantastičnih ugotovitev, da nekateri ljudje, tudi če so starejši od 100 let, imajo še vedno lahko enake mikroorganizme v svojem črevesu, zdrave mikroorganizme, ki jih potrebujemo, kot mladi ljudje, stari 20 let, 30 let, 35 let in tako naprej. Torej, samo za ponazoritev, kaj vse je mogoče z rednimi vajami doseči in nekateri ljudje, ki so starejši od 100 let, so seveda na koncu gotovo hvaležni, da so določene stvari vse življenje počeli, da niso obupali, da niso odjehali in da niso rekli, brez veze, meni se ne da več. Ok, no, zdaj pa si bomo pogledali oziroma privoščili prvo, najbolj osnovno, najbolj preprosto vajo iz čuječnosti. Preden se jo lotimo še tole. Nekateri od vas ste že prišli k meni z pritožbo, da se vam vsiljujejo kakšne misli, da vas preganjajo, da se ne morate znebiti kakšnih strašnih spominov, groznih idej in tako dalje in tako dalje. Jaz to vem, ker pač ste bili pri meni. Najbolj osnovna vaja je namenjena ravno temu. Namenjena je, da se naučimo, da ideje, pa če so še tako grozne, pogosto pridejo v naš so nekaj časa tam, potem pa izginejo. Da ni treba, da se z njimi ukvarjamo. Da ni treba, da nas takoj postane strah. Da smo takoj tesnobni. Da takoj razmišljamo o groznih posledicah. A veste, obstaja veliko ljudi, ki se neprestano nečesa bojijo, ki so neprestano zaskrbljeni. K meni hodijo vsak dan, skrbi me to, skrbi me uno, skrbi me, kaj bo čez 14 dni, skrbi me, kaj bo drug teden, skrbi me, kaj bo, če ne bom tega naredil, in tako dalje, in tako dalje. Taka skrb je največkrat popolnoma odveč, je nekoristna in človeka samo spravlja v slabo voljo. Zato se naučimo, kako s takimi idejami lahko živimo, ne da bi nam storili kaj hulega. Ideje si najprej predstavljate tako kot oblake. Oblaki pridajo, so nekaj časa na nebu, potem pa izginajo, jih ni več. Se pravi, ni treba, da smo takoj panični. Lahko vzdržimo, ker vemo, da tako kot so prišle, bodo tudi odšle. Ok? To je osnovna ideja. Zdaj pa prosim, vzeli si bomo 3 minute, samo 3. Lahko bi jih 20. Ampak ne bomo. Ok? Vzeli si bomo 3 minute in čisto preprosto vajo naredimo. Navodilo je enostavno. Ne še tega narediti, ko bom zdaj povedal, boste pol naredili, ko bom rekel. Sam povem. Zaprli boste oči in boste zgolj v takem stanju molče, kakršno se bo pojavilo v vašem umu. Ni pomembno, kaj boste slišali, ni pomembno, kaj boste mislili, ni pomembno nič. Samo zaprite oči in bodite 3 minute v tišini. Ne bojujte se svojimi misli, ne odganjajte jih, ne ocenjujte jih, a so dobre, a so slabe, ne vrednotite jih, zgolj pustite, da so. Enako velja za vaše občutke, za vse, kar boste slišali, tle bo nekaj ropotal in tako dalje, in tako dalje. Samo bodite, 3 minute, samo zaprite oči in zgolj ustrajajte v takem stanju, v kakršnem pač ste. A ste razumeli to? Ok, torej, prosim, 3 minute, zaprite oči, popolne tišine, nič drugega.
Okay. 3 minute. To je najbolj elementarna izkušnja človečnosti, ki jo lahko imate. Ta izkušnja lahko traja 3 minute, lahko traja 10, lahko traja 1 uro. Pač s treningom se čas lahko podaljšuje. Ampak, to, kar je zdaj za vas pomembno, je predvsem, kot sem prej rekel, tako kot pianist vsak dan igra, da bo nekoč dober na klavirju. Taka vaja, kot je tale, nič ne stane, nič ne boli. Če pa se jo boste lotili vsak dan, nagar samo za 3 minute, boste čez nekaj časa, lahko že čez nekaj mesecev, začutili, kako blagodejno vpliva na vas. Tudi, če se tega ne boste zavedali. Zato, ker vse to, neka vaja, vpliva na vaše možgane, na vaš in prek njega na vaše telo. Če se seveda tega ne boste lotili, potem takih učinkov ne bo moglo biti. Vsak dan imate za 3 minute gotovo časa, da naredite tako preprosto vajo. Kasneje, drug mesec in tako naprej, se bomo lotili novih vaj, novih vaj. Na koncu leta boste imeli v rokah kar nekaj vaj, 5, 6 vaj, in boste, če boste to počeli vsak dan, imeli v rokah zelo dobra orodja, če lahko rečem, zato da vplivate na se, na svoje občutke, lahko tudi seveda na bolečino, če se pojavlja, oziroma na vse tisto, kar sem prej govoril, občutke hvaležnosti, občutke miru in posledično tudi občutke zadovoljstva in sreče. To ni poceni obljuba, to je nekaj, kar je preverjeno skozi stoletja in stoletja in stoletja praks, ki jih je izvajali na tisoče ljudi po vsem svetu. Ok, zdaj nam že počas zmanjkuje kisika in vroče je in tako naprej, naj bo toliko za danes. Hvala lepa.